Mihael mi je dal besedo in jaz pa želim v tem trenutku, da Božja beseda spregovori skozi moja usta. Vse dela Bog. Eni orjejo, eni sejejo, eni žanjejo, vse pa dela Bog. In naj se Božja volja zgodi. Ne samo v tem prostoru, v tem trenutku, ki se že cel večer dogaja, ampak tudi v naši prelepi Sloveniji. Bližajo se volitve. Zelo hitro bo dan, ko bomo izbirali našega predsednika. In moramo se vsi zavedati, da mi volimo, ljudstvo voli in da volimo našo usodo, svojo in usodo svojih otrok. Ki je poln življenja, ki ljubi svojo družino, svojo ženo, svoje otroke, ki ljubi nas vse, ki, kot je rekel, bi dal tudi svoje življenje za resnico. Takega predsednika rabimo. Rabimo srčnega, poštenega, modrega, iskrenega človeka za predsednika Slovenije. Skrajni čas je, da takega dobimo. Jaz molim že nekaj časa in prosim Svetega Duha, da nas obišče v Sloveniji, pa ne samo mene, ne samo nas člane društva Belis, ampak vse ljudi v Sloveniji, da bojo naše temine iz oči odšle, da bojo naše srčne bolečine odšle, da bomo slišali resnico, da se bomo razsvetlili, prebudili in za ljubezen odločili. To molim. Že nekaj časa molim in prosim Svetega Duha, Duha resnice, Duha razsvetljenja, Duha modrosti, Duha ozdravljenja, da nas obišče vse skupaj v Sloveniji, da nas razsvetli, da nas poveže v skupnost istomislečih, resnicoljubnih, sijočih, srčnih ljudi. Molim in prosim in verujem, da so moje molitve slišane in tudi bodo slej ko prej uslišane. Kdor prosi, kdor trka, se to tudi slej ko prej uresniči. Trkajte, prosite. Lahko preberemo v Svetem pismu v Luketu. 11. poglavje, 9. vrstica. Trkajmo, vsi skupaj. Za nas gre, za naše otroke, za našo prihodnost. Samo če bomo imeli blagoslovljenega, svetega predsednika, ki bo srčen, ki bo pošten, iskren, ki bo delal za skupno dobro, bomo Slovenijo popeljali dobesedno v raj. V raj, tisti raj, o katerem vsi sanjamo, katerega se vsi želimo, po katerem vsi hrepenimo. Nikogar na tej zemlji ni, da bi bil srečen, če vidi trpljenje bližnjega, če vidi solzo v očeh otroka, če vidi bolnike v bolnici, če vidi mrtve na pokopališčih. Ker Bog je življenje, Bog je zdravje, Bog je ljubezen. In tega Boga imamo pravico prositi, ga tako močno prositi, da nas bo slišal, uslišal in da bo prišel dobesedno iz neba v Slovenijo. Tudi molitev pravi: Oče naš, ki si v nebesih, pridi k nam na zemljo, v Slovenijo, v naše družine, v naše skupnosti, v naša srca, v naša telesa, v naše zakone. Mi molimo in prosimo, da se zgodi Božja volja,
Kje je najboljša volja? To je volja življenja, volja ljubezni, volja enotnosti, enakopravnosti, sočutja, volja srčnosti, volja miru, volja blagostanja. Molimo in prosimo in verjamemo, da če bomo skupaj kot skupnost prosili, bomo veliko prej uslišani in naše sanje, o katerih je pisal že naš najlepši, najboljši pesnik France Prešeren. Živej naj vsi narodi, ki jih hrepeneto čaka dan, da kodr sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. In tukaj smo, da tokrat, ko se bližajo volitve za svetega predsednika, da se to uresniči, njegove sanje, naše sanje, sanje naših prednikov, ki so dali svoje življenje za resnico in za mir. In kot je danes nam povedal gost, Boris Vene, da je pripravljen celo umreti za slovenski narod, da bo srečen, ker ima vnuka, ker ko pogleda v njegove oči, vidi v očeh dobesedno Božjega otroka. Vsi smo Božji otroci, samo nekateri so tako ranjeni, da se počutijo, da so bolniki, da rabijo cepiva, da rabijo maske. Nekatere je strah, ker so pozabili, kdo so. In vsi skupaj se moramo spomniti, kdo smo. In imamo pravico imeti tudi svetega predsednika. Predsednika s srcem, ki bo delal za življenje, za zdravje, za blagostanje, za mir. In zato smo tukaj danes v Društvu za srečno življenje Belis predstavili kandidate, ki so srčni. In prosimo vas, množično, pojdite na upravne enote. Od vas je odvisno, dragi Slovenci, ali bomo tokrat izvolili človeka iz ljudstva, človeka s srcem, človeka, ki hoče delati za dobrobit vseh nas. Od nas je odvisno. Ste že bili na upravni enoti? Ste že prinesli podporo v Društvo za srečno življenje Belis ali Borisu Vinetu? Ste prinesli? Če še niste imeli časa, prosimo vas, to storite zase, za svoje vnuke, za svoje prihodnje rodove naredite. Pojdite na upravno enoto z osebnim dokumentom. Dajte svoj podpis, da želite dobrega, svetega, srčnega predsednika Slovenije, ki bo delal za ljudstvo, ki bo delal za zdravje, ki bo delal za življenje, ki bo delal za mir. Naredite to. Podarite sami sebi košček sreče. Naredite dobro delo. Karkoli boste naredili dobrega, delate tudi za sebe. Prvi bomo zadnji in zadnji bomo prvi. Vsi skupaj bomo ali v raju ali v peklu. In jaz verjamem v raj v Sloveniji. Od leta 1988 verjamem, da je dovolj en človek, ki se zavzema, ki moli, ki verjame, da bo Slovenija sveta dežela. Da bo Slovenija sveta. Jaz verjamem, z vsem srcem, vso dušo. In nisem edina. Tukaj nas je že veliko v Društvu za srečno življenje Belis. Veliko je že posameznikov v Sloveniji, ki so že prebojeni, ki delajo za zdravje, za mir, za srečo. Veliko je že dobronamernih ljudi, samo skupaj se združimo. Bodimo skupni, enotni in dajmo podpore tistemu kandidatu,
ki bo najbližji svetemu predsedniku Slovenije. Jaz osebno vem, da gre moja podpora za srčnega človeka, ki je pripravljen dati tudi svoje življenje za Slovenijo. Tudi jaz sem tukaj z vsem srcem, vso dušo, z vso svojo modrostjo, z vsem svojim premoženjem, svojo družino in z društvom, da bo tokrat zmagala ljubezen. Ne smrt, ne bolezen, ne kraja organov, ne sodbe, ne tožbe, ne laži, ne prevare. Verjamem, da bo tokrat zmagala ljubezen našega Očeta nebeškega, ki nas je ustvaril popolne, za življenje, za mir, za ljubezen. Zato vas pozivam, pojdite na upravne enote množično, ta teden. Prinesite podporo v Društvo za srečno življenje Belis. Ali jo pošljite, ali jo predajte direktno gospodu Borisu Vinetu, komorkoli samo naredite, da bo zmagala tokrat ljubezen, resnica, življenje. In jaz verjamem, da se lahko Božji čudež zgodi. Tisti čudež, ki se zgodi, ko nas Bog blagoslovi. Tokrat se bo zgodila Božja volja, ne moja volja, ne volja Borisa, ne volja Mihajela. Volja, ki je višja od vseh nas. Volja, ki nam želi vse najlepše, vse najboljše, samo sprejeti jo moramo in nekaj narediti. Brez tega, da gremo na upravno enoto in da predamo podporo, ne bomo zbrali dovolj podpor, da bomo lahko dali kandidata, ki bo lahko šel v bitko za predsednika Slovenije. Zato vas pozivam, res pozivam. Povejte vsem svojim prijateljem, povejte vsem ljudem, ki jim želite dobro, zdravo, čudovito življenje, da naj prinesejo podpore in jih dajo Društvu za srečno življenje Belis ali gospodu Borisu Vinetu osebno. Hvala lepa, da slišite. Hvala za ta čudoviti večer, ki smo ga skupaj kreirali. Hvala gospodu Borisu, da je prišel v naše društvo. Hvala njegovi ženi. Hvala vsem vam, ki ste tukaj v studiu in vsem vam, ki poslušate. In tudi vsem, ki boste širili to prošnjo med svoje prijatelje, da bomo resnično naredili čudež, seveda z Božjo pomočjo. In to bi danes rekla z ljubeznijo in se vam srčno zahvaljujem. Hvala lepa.